Goričko je znano po svoji lepoti. Lepo ga je doživeti čez dan, še lepše pa po noči v soju zvezd. Andreja Kisilaka z turistične kmetije Čebelji Gradič smo vprašali, kakšna je možnost doživeti čarobno zvezdno nebo nad Goričkim. Kot veste, Goričko ob svoji lepi naravi je tudi znano po tem, da ni svetlobne onesnaženosti. To pomeni, da imamo idealne pogoje za opazovanje zvezd. Ko smo malo pogledali ponudbo na tem področju, smo našli v občini Šalovci učno pot Goričko pod zvezdami. Tukaj lahko na 5 točkah se spoznava malo več o zvezdah in vsem ostalem. Možen je individualni ogled in pa seveda tudi z vodenjem. Seveda je z vodenjem dosti bolje. Tam bo prišel vodnik Bojan in vas vodil od točke do točke in tudi skozi teleskop se bo lahko pogledalo zvezde in vam bo razložil. Zdaj, ko smo sestavljali program, smo seveda dodali še ene druge točke. Prenočitev bi bila v Peterlogu. Takrat bi tudi po noči zaradi opazovanja zvezd se šlo v ogled zvezd in po tistem bi se še ogledalo ekosocialna kmetija Kotlevina, kjer predstavlja pridelavo poljščin, zelenjave in začimb. Seveda iz tega tudi naredijo nekaj za prigrizniti. Sledi obisk Kančevcev in pa interaktivna predstava netopirjev Preživeti z netopirjem. Kakšen je program za individualno doživetje Goričkega? Goričko ima čudovito naravo. To pomeni, da so dane osnovne danosti za aktivno preživljanje prostega časa. Imamo veliko takih zanimivih točk v naravi, ki se jih da ogledati. Seveda lahko greste peš ali pa s kolesom. Za ponudbo z kolesi je zanimivo društvo Ride Goričko, kjer si lahko tudi izposodijo kolesa električna ali pa navadna kolesa, tako da jih ni treba vzeti s sabo. Seveda je namen, da se gost zadrži na Goričkem več kot en dan. Imamo seveda oblikovan tudi program za večdnevno aktivno preživljanje prostega časa na Goričkem. Mi smo se nekako tako zamislili, da bi se prenočilo v apartmajih Kisilak ali pa v mladinskem hotelu Peterlog. Začeli bi z pohodom po gradničarski poti. To bi prvi dan naredili pred spanjem, potem bi sledil drugi dan, kjer bi sledil vodeni izlet s kolesi. Kot povedano, je možnost izposoje koles, navadnih ali pa električnih koles, ki malo pomagajo na hribovitem območju. Na tem kolesarskem izletu bi potem obiskali Rotundo, Bukovniško jezero, Belo Golubico, Plečnikovo cerkev. Okrepčevali pa bi se v ekološki socialni kmetiji Kotlevina. Zvečer pa bi potem spet sledil ogled zvezd z vodnikom Bojanom. Tretji dan bi se pa potem odpravili na zahodno Goričko, kjer bi si ogledali turistično kmetijo Čebelji Gradič, kjer bodo predstavili malo svoje živali, degustirali bodo lahko medove, odprl se bo panj, kjer se bo pokazalo čebele in zelo pestro bo. Nekaj prenočitvenih možnosti je znanih, kar je seveda pomembno glede na dejstvo, da želijo obiskovalke in obiskovalce zadržati dlje kot le en dan. Zdaj Goričko ima bogato ponudbo nastanitvenih kapacitet. Tukaj je ob hotelih možno prenočiti naprimer v mladinskem hotelu Peterlog, potem imamo različne apartmaje različnih kategorij, naprimer apartmaje Kisilak imajo 4 zvezdice, potem je možnost prenočiti tudi na turističnih kmetijah in pa seveda tudi manjši sobotzajalci so, tako da vsak gost bo našel nekaj za sebe, kjer lahko prespi oziroma preživi to noč. Goričko je prav tako znano po neokrnjeni naravi, a ima tudi botanično posebnost. To verjetno namigujete na dišeči volčin, ki ga najdemo samo na našem koncu Slovenije in zaradi tega smo tudi en naš paket po njem poimenovali. Zdaj paket, ki smo ga oblikovali za enodnevni paket, kjer obiščemo Čebelji Gradič, potem obiščemo največji grad na Slovenskem, grad, kjer bomo po ogledu gradu še se sprehodili z zeliščarjem Lovrojem, ki nam bo malo razložil o zeliščih in vseh ostalih stvareh. Potem pot se nadaljuje v
k Gradničarskemu muzeju v Čepincih, ter zaključi na ekosocialni kmetiji Kocjevina, kjer bomo malo več izvedeli o pridelavi poljščin, zelenjave in pa začimb.